Dober večer vsem skupaj, dobrodošli na Soul Room Show. Tudi danes smo skupaj in vas vabim, da se mi pridružite, da tukaj naredimo en tak krog, tako si zdaj lahko predstavljam, da pridete, da se primemo za roke in kot da se vsi med sabo poznamo in se najdemo v tistem krogu, ko lahko rečemo, da se počutimo dobro, da se počutimo domače, da se počutimo tako, kot mogoče se še nismo počutili. Ker če so ob nas tisti, ki nas mogoče na svoj način razumejo, ker govorimo podoben jezik, pol nas, ki nas je skozi več takih, ki smo povezani, lahko rečemo, zdaj se pa nekje počutim doma, zdaj se pa nekje počutim tako, da lahko s nekom delim tudi tisto, kar jaz čutim v sebi. Vabim vas, da se tukaj, bom rekla, povežemo in hkrati tudi, da se, vkolikor boste čutili klic, oglasite, da pridete tudi nas pogledati, oziroma ne samo pogledati, vas vabimo tudi v naše druženje, ker imamo poseben krog ljudi, ker se že oblikujemo, fizično tudi, ne samo takole, kjer se združujemo taki, kjer čutimo v srcu ljubezen do božanstva, in kjer govorimo malo drugačen jezik. Ta krog je zaenkrat še odprt fizično, tako da se lahko oglasite in seveda, da vidimo, če se tudi v fizičnem smislu lahko najdemo eno kompatibilnost. V tem našem krogu, ki je skozi več ljudi sicer, ki so iz različnih koncev in nismo vsi fizično povezani, veliko je takih, ki se nam pridružujejo z različnih koncev. To je tudi namen. Zakaj imamo oddaje? Zato, da ljudje izvejo, da je to možno, da srečajo ljudi, ki so podobni. Ali so to z različnih koncev sveta, ni važno. Važno je, da se dela ena taka, dajmo temu reči, bratovščina luči. Da se povečuje ta bratovščina luči. Ker jaz spodbujam vas, ki to željo v sebi čutite, da ste dobri. Ne samo željo, da ste v resnici dobri po srcu. To ni želja, to je že v bistvu nekaj, kar je lahko v vas. Neka dobronamernost, dobrosrčnost. Tisto, kar lahko rečem, da je mogoče za nekoga tudi empatičnost. To jaz pa ljudeh zelo cenim. Cenim, da imajo v sebi nekaj, kar je vidno, da jim je mar za druge ljudi, da jim je mar za ta svet, v katerem smo se znašli zdaj, ki je mal, če temu rečem, kaotičen. In če je kdaj pomemben, da damo res nekaj doprinos temu svetu, se mi zdi, da je lih zdaj. In doprinos je tudi to, da mi vemo, kaj lahko naredimo v tem svetu, da imamo nek vpliv, da imamo nekaj, kar lahko doprinesemo. Kaj je tisto, kar lahko doprinesemo? A je ta dobrota, o kateri govorim, tista, ki jo poznamo, da ne moramo reči ne, če nas nekdo nekaj prosi in da smo vedno pripravljeni pomagati, je to nekaj drugega. Mogoče pa obstaja še neka druga dobrota, ki ni torej samo ta, ki se fizično prenaša oziroma se pokaže v teh najbolj takih medsebojnih odnosih. Lahko je ena dobrota, ki ni od tega sveta. In mene so od nekdaj zanimali ljudje, ki so s to dobroto. Jaz sem jih nekako vedno videla, ker v ljudeh, ki imajo to dobroto, se zrcali ena posebna božja milost. In če je v nas ta dobrota, nam v tistih najtežjih trenutkih pomaga, da se dvignemo, ker vidimo v življenju, kakršnega smo živeli, ali pa ga živimo tudi nekaj, kar lahko rečem učenje, ali pa to, da se izboljšujemo iz dneva v dan. To pomeni, da je to ene vrste res šola. Če pogledamo na ta način v življenje iz te dobrote, potem ne moramo več soditi tistih, ki so nas iz katerega koli razloga zagotovo prizadeli ali pa nam naredili neko škodo. Ker
ta dobrota je nad tem. Ker ta božanska dobrota nam pomaga, da na vse, kar se nam je kdajkoli zgodilo, gledamo z drugačnimi očmi. Z očmi, ki znajo odpuščati in ki znajo reči, ne glede na to, koliko je bil moj življenje zahteven, to je bila moja pot. So seveda v življenju vedno stvari, veliko ljudi se zateče k meni, ko ne vejo, zakaj se jim vse podira, zakaj jim nič ne gre, zakaj v bistvu so imeli izkušnje, ki so zahtevne. In je fajn včasih tudi razumeti, zakaj. Ker vzroki so globoko zapisani, so v naši podzavesti. In če veste, kaj vas v nekem smislu skozi iz te globine spremlja, kaj vas drži v nekih, če temu rečem, verigah, je to fajn vedeti. Ker pa se z tega lahko strgate, če tega ne veste, je pa težko. Zato je fajn, tudi ljudem dajem možnost, da pridejo na vpogled, tudi vas vabim, na vpogled v vašega duha, v vašo dušo, pogled, kaj se je zgodilo z vašo osebnostjo, kako vaša osebnostna struktura je oblikovana. Ker mogoče to malo premalo vemo, ne? Kako smo mi rastali v življenju, kakšno vzgojo smo imeli. Ali smo imeli, ponavadi nismo ravno imeli povprečju opore, ki bi razumela to našo drugačnost. In včasih smo pač samo bili samorastniki in smo odrasli. Ker pač nismo imeli te zunanje podpore, imamo zaradi tega lahko znotraj te osebnostne strukture tudi kakšne primanjkljaje. In to se vse potem odzrcali v naš zunanji svet, v naše odnose in je fajn vedeti, kje imamo te primanjkljaje. Kaj se res tukaj not globoko v nas dogaja? Ste kdaj razmišljali, da smo tako kot en ocean in da v bistvu ne vemo, kaj je v naši globini in ne vemo, kaj bomo naredili, če se potopimo noter. Na površini, ok, tisto malo poznamo. Kaj pa tam noter? Kje se tam noter nahajajo te posebne, če rečem, ribe ali pa školjke ali pa hobotnice, se ni važen. In tam noter je tisto vzrok, ki nas vsak dan spremlja. Tam noter v globini. To se pravi, v tem našem oceanu, ko se potopimo noter, šele lahko vidimo, kaj nam nagaja, s čim se soočamo, s čim se srečujemo. In zato nekaj je resnice v tem, da vse, kar je v našem zunanjem svetu, izhaja iz nas. Ni to čisto 100% resnica, ker ni nujno, da je vedno vse, pa ne znamo to čisto razložiti, kaj pomeni, da odzrcalimo navzven ta notranji svet. Načeloma drži, da to, kar imamo v sebi, da se nam pokaže potem v zunanjem svetu, se nam materializira. Ampak ne v tem pomenu, to vam tudi povem, ne v tem pomenu, če vam so ljudje slabi do vas, pa da rečete, zakaj se meni to dogaja, sem jaz tudi slab. Ali pa če ljudje z vami grdo ravnajo, pa rečete, kaj jaz delam narobe. Se pravi, da ni nujno, da delate karkoli narobe, ni nujno, da ste vi slabi. Lahko je samo, da imate določene, recimo temu, poškodbe na vaši osebnosti, kjer so v vaši preteklosti, v vašem otroštvu, se do vas neprimerno vedeli, ali pa je bila kakršnakoli situacija, ki vas je kakorkoli od znotraj prizadela in ne znate gledati drugače, kot gledate iz tistega obdobja. To se pravi, veliko vzrokov, veliko situacij v vašem življenju lahko vpliva na zdaj trenutno stanje, v katerem ste. In zato, kaj je ta rast? Da mi vse te usedline, čim več, ne vse, deleč od tega, ampak čim več teh usedlin, to se pravi neke pretekle zgodovine, ki jo nismo uspeli razrešiti, ki se nismo uspeli od znotraj z njo soočiti, spravimo ven iz sebe. In zato tam noter, v to globino, včasih ne moramo priti sami. Ni nujno, da bomo vse sami zmogli. Ni nujno, da bomo vedeli, kaj je tam ta driver v nas, če rečem v tem jeziku. Skratka, ne vemo, kako se potopiti. In zato včasih treba za to globino imeti preprosto vodiča. In zato jaz to še delam zdaj tudi individualno, čeprav sem zelo osredotočena tudi na skupinsko delo,
ampak delam še individualno, prav zaradi tega, ker je treba vsakega posebej pogledati, ker to ne moreš zdaj vse enako zdraviti, ne moreš vsem enako pomagati. Ampak, ko se pa odkrijajo vas vzroki, zakaj to se pravi, recimo, nimate odnosov normalnih, zakaj nimate partnerja, zakaj niste srečni, zakaj niste zadovoljni, ker to so odgovori v podzavesti. In ko veste vi resnico, se pa začne nekaj enostavno sproščati. Danes sem imela gospo, ki je rekla, en cel Triglav je šel dol z mene. In tako ponavadi je na teh srečanjih, ker ko se razkrijejo vzroki, je začetek osvobajanja. In ko mi dojamemo, da smo lahko v enem odnosu zvezani, ker lahko je odnos primaren mati-otrok, tukaj se ogromno zapletov zgodi. In iz tega odnosa izhajamo v vseh področjih svojega življenja. In se nam preslikava lahko ta lik matere v vse odnose. Ali pa če je oče, recimo, bolj tak, ki je zahtevna vloga. Ne? Skratka to, kaj vas vznemirja, kaj ustvarja blokade, kaj vas ne pusti naprej, to je vse zapisano v teh globinah, v teh usedlinah. In ko se jih začnete zavedati, ne da je za to lažje, ampak dovolite si, vsaj to vas spodbujam, dovolite si, da ne rabite več trpeti. Da je konc trpljenja. Da v bistvu zaradi teh usedlin, ki vas držijo v nekih vzorcih ali, dajmo temu reči, tudi izkušnjah, vi skozi trpite. Imate lahko stalne travme. In travme obstajajo. In te travme so prostorčki znotraj nas, zdaj zelo po domač govorim, kjer se napolnijo, če temu rečem, z eno tako statično mrtvo energijo, kar ustvarja občutek praznine in hkrati tudi, ne samo praznine, to je ena izmed opcij, predvsem nečesa, kar nas skozi grize. Tam se naseli pač neka vibracija, recimo temu, ena energija, ki nam dela težave. Zato je treba travme iz svojega življenja spustiti. In nikoli zdaj ne vemo, ali smo to res naredili in kako bomo to naredili. In zato je fajn, da rečemo, ja, tega sam ne morem. S tem se sam ne morem soočati. Čeprav skozi premlevam iste stvari, skozi razmišljam, skozi vem, ki je, mogoče kakšen tudi dejansko ve, to je zaradi tega pa tega. Ampak kako iz tega prideti, je pa malo zahtevnejše. Ne? To se pravi, da mogoče celo vemo, da smo neke vzorce ali karkoli izkušnje v otroštvu imeli, ki so danes vplivni na naše življenje. To se danes veliko o tem govori. Kaj pa narediti? To pa mogoče malo manj. Tako da spodbujam vas tudi danes, da mi napišete kakšen komentar, kako vi te stvari razrešujete, oziroma ali se s temi stvarmi tudi vi srečujete, ali je to za vas nekaj, kar ste že izkusili v življenju, da ste kakšne stvari razkrili, pa da je bilo bolj boljše. Imate kakšne te izkušnje, to me zanima. In če v bistvu verjamete, da v te naše podzavesti v resnici mora priti neka nova, sveža energija, da se bo začel preobrat. Predlagam vam, da napišete, kako izgleda danes moje življenje in ali je to neka stalnica, ki je skozi mano, to se pravi, tole, kar zdaj živim, nekaj, kar sem živel že 10 let nazaj, ali to, kar zdaj živim, je nekaj toliko drugače, toliko nekaj bolj ekstremnega, da izstopa od vsega življenja. In če izstopa, in če se vam v tem trenutku stvari res podirajo in vam ne grejo v redu in vam se nekako sesipa, obstaja možnost, da so kakšni vzroki, ki jih je treba razkriti, ki lahko tudi niso vaši osebni v smislu vaših travm in tako naprej, ampak so lahko zunanji vplivi. In to bi želela poudariti, ker je tega res ogromen. Tudi slučajno sem imela danes tak primer, ko lahko nekdo naredi od zunaj magijo. In tega je toliko veliko, da vam nekdo to naredi. Ne se spraševati, zakaj meni to naredi, kaj ima nekdo od tega. Ljudje so preprosto zlobni. In ne boste vedeli, kdo, ker tisto, kar vam lahko naredi, se vam smejčka in ga ne morete prepoznati.
Ampak tega je in zdaj v Sloveniji, in v Sloveniji ogromno tega. In ko jaz odprem zapise, meni je groza, ker je tega toliko veliko. In kaj si človek, ki je pod vplivom magije in mu vse gre narobe in nič ni prav, sploh lahko pomaga. In to je pa tisto, kar lahko rečem, malo si lahko pomagate, če to imate. In ni res, da če vi v to ne verjamete, da se vam to ne zgodi. To ni res. To se vam zgodi, ker so različne vrste magij, ki delujejo na vas na takih nivojih, da vi to ne morete prepoznati. In ko se človek začne obnašati, mogoče v vaši bližini nenavadno, in recimo imate v odnosu primer, ko pride do enih situacij, ko si greste na živce in si prej recimo niste šla, ali pa nekdo o vas začne razmišljati, ko ga motite in začne v vas iskati same slabe stvari, napake in tako naprej. Veste, koliko je tega? Ja, nekdo je od zadaj lahko naredil pač magijo, ki hoče, da se dva razideta. In to se začne dogajati, da pride neka teža v ta odnos, nekaj pride vmes in začne se razdor. In ljudje tega res mogoče premalo je to poznano. Je pa žal tega v zadnjem času res toliko ogromen, da v bistvu mi je žal, da ogromen ljudi so uničeni zaradi tega. Zato vam dajem smernico, da se res vprašajte, a je to zdaj ta trenutek, kar živim, nekaj običajnega, kar živim že celo življenje, ali pa mogoče res je en začaran krog, kjer me je nekdo zaprl ta začaran krog, ker vas lahko, ker danes obstajajo ljudje, ki te stvari obvladajo. In zato, čeprav so to take teme, ki niso najbolj prijazne in so teme, ki bi jih mogoče raje dali pod predpražnik, jaz o teh temah govorim. Jaz to razkrivam. To so tiste stvari, ki so malo tabu, malo jih raje potisnemo stran, ampak ko jaz vidim v ljudeh, kakšne stiske doživljajo in kaj se z njimi dogaja, jaz ne morem biti tih. In ne morem, da ne bi o teh stvari govorila. Imam ogromen izkušenj, kaj res vse obstaja. Ko mi niti v sanjah ne vemo, kaj vse obstaja tam nekje v zadaj, ki na nas vpliva. In zaradi česar imamo mi lahko psihološke in kakršnekoli druge težave. Zato ni res, da smo za vse sami krivi. Ni res, da smo slabi. Ni res, da je z nami nekaj narobe. Lahko do vseh teh občutkov res pride posledično, ker nas nekaj od zadaj sesuva. In zato včasih je smiselno, ne da je to zdaj kar vse v istem košu, to mi ne misli, da je zdaj vse magija, ampak je pa ogromenkrat. In če so stvari take, kot vam govorim, zelo nenavadne, more po noč, vse take stvari, so določeni znaki, ki v tem so transparentni, začnemo dobivati podočnjake in postajamo utrujeni, izčrpani, zmozgani in tako naprej. Če se take stvari zgodijo in v bistvu čutimo, da vse na nek način umiramo, ker to veliko ljudi čuti, to je treba ukrepati. In je treba, žal je na zelo malo dobrih tistih, ki znajo te stvari odstranjevati. Ogromno ljudi kasira ogromno, pa nič ne naredi. Tako da je tudi tukaj potem treba izbrati res človeka s srcem. S tistim, ki dela to z svojo dušo. In ne zato, ker je pač to biznis. Dragi moji, meni res ni vseeno za ljudi. Jaz imam cel življenje težave s tem, da se mi ljudje preprosto smilijo. In mi ni to dobro. In res mi ni vseeno za vse vas in za ljudi, ki trpijo na svetu. In ne, da se prav uživam zdaj izpostavljati tukaj v medijih. To ni tista moja želja, da nastopam. Ampak enostavno delam to zaradi tega, ker hočem, da se dotaknejo resnice ljudi, ki so zvezani, ki so v peklenskih mukah in iz tega ne znajo priti. Zato to delam. Odpiram dušo, to je res. In ne delam to, ker bi imela od tega kakršnokoli korist. Pa ker bi ni vse za človeštvo.
In zato, ker se dela toliko hudega. In zato vas tudi toliko pozivam, da se združujemo, da ustavimo to, kar se ne sme dogajati, da ustavimo stvari, kot so pandemije, da ustavimo vojne. Se vem, visoke cilje imam. Ampak verjamem, da nam bo to uspelo. Da bomo ljudje se dvignili, da se bomo zbudili in da bomo rekli dovolj in da se bomo preprosto začeli zavedati, kdo smo. In da ne bodo se nam dogajale več te krivice in da ne bodo več hodili po nas. Zato vas pozivam, da se povežemo, ker če si sam in čutiš to, da nekaj je hudo narobe, sam ne moreš nič narediti. In ja, vas in tudi ljudi, kjer dejansko gre moj glas v svet, pozivam, da se povežemo. Ker ja, ljubim Boga. In vam dajem podporo v vaša srca. Da boste začutili, da ste vredni. Se upravičujem, tale čustva so tudi mene, da le čisto presenetila. Ampak ja, verjamem v vas. Vse vas, tiste, ki ste v teh dostikrat brezizhodnih položajih, ker v bistvu ste v občutkih, da nič ne morete narediti. Ampak ste po srcu dobri. Želim, da se dvignemo. In da v tem, ko zavemo se znotraj sebe, da je v nas nekaj, kar je več od česarkoli na svetu smo kdajkoli imeli in pridobili. In to je Božja iskra. To je naša moč. To je tisto, kar je najbolj dragoceno. In zato se ne rabimo pehati za nobeno drugo stvarjo, za nič, kar je v zunanjem svetu, čeprav je mikavno, ker ko imamo to in se tega zavemo, mi smo že zmagali. In ja, vi ste okej. In prav zato, ker ste okej, verjetno vam ni lahko v življenju. Prav zato, ker ste vi tukaj noter ljubezen. Je velika verjetnost, da je to vaša največja preizkušnja v življenju. Da ste bili v zavrženosti in zapuščenosti v življenju. Ker nekdo tam zadaj, ki vodi svet, ve, da ta ljubezen, ki je v srcu, je ta prava. Tista, ki nam jo pa ponujajo kot iluzijo, ideale, to je pa čist navadna laž. In cenite se. Spoštujte to svojo izvorno kodo. Na njo se naslonite in preko nje si pomagajte, da se bojo te deli vas, odkoder seva, verjetno še marsikaj, da se bojo zdravili. In ko rečem, da vas imam rada, to mislim zares. Jaz verjamem v ljudi, tudi tiste, ki so najbolj razštelani, tudi tiste, ki je res z njimi vse narobe, v smislu so zahtevni, so naporni, karkoli. Ker vas ljubim iz globine. Zato verjamem v vas. Verjamem v božanske duše. In ne glede na to, da na zemlji žal niso samo božanske duše. Še vedno nas je dovolj, da se nekaj spremeni. In vas vabim, da se odprete v svojem srcu. In da začutite,
da date dovoljenje božanstvu, da se v vas spusti, da v vas vstopi. In da gre v najbolj temne dele vaše duše. Luč. Da se lahko v nas zgodijo čudeži, spremembe. Zato spuščamo luč v vsak del našega bitja. In si damo dovoljenje, da bo od danes nekaj drugače. Da se bomo od danes vsaj za trenutek zavedali bolj samega sebe. In da si bomo od danes naprej upali reči dovolj tistemu, kar nam hoče zasenčiti našo lepoto. Govoriti, da je vse idealno, da smo mi happy in se stalno sprenavedati, ja, saj sem super, brez veze, ker vemo, da je to laž. Realno stanje je, da smo v povprečju v zahtevnem obdobju, da se tako počutimo, da je zelo zahtevno zdaj živeti, ker se srečujemo z marsičem in to je pač žal reality. In vzemimo tako, kot je. Pa kljub vsemu probajmo biti lahkotni, sproščeni, veseli in kljub vsemu najdemo v sebi tisto iskrco, te igrivosti, da si upamo biti, tudi če bi ne bili, ne vem, če bi bili, ne, stari zame sploh ne obstaja, ampak če smo še starejši, še vedno imamo to otroško dušo v sebi. In probimo temu dati podporo, da si to upamo biti lahkotni, da si upamo malo zaplesati v življenju, da se upamo malo veseliti, da upamo malo delati tisto, kar nikoli nismo. Pojmo ven iz okvirjev, pojmo ven iz te svoje, če temu rečem, uniforme, katero smo se dali, ker smo hoteli biti všečni, ker smo hoteli biti pridni in taki, da nas bojo imeli radi. Pojmo ven iz tega. Evo, k temu vas danes spodbujam. Vabim vas na branje teh naših usedlin, na odklepanje te naše veličastne božanske iskre znotraj nas in hkrati seveda tudi na druženje drug teden, četrtek ob 8. Pa seveda tudi, da mi vmes kaj napišete in da mi poveste kakšno svojo izkušnjo, tako da dobrodošli na tak ali drugačen način. Mir z vami.